No, ta krasni nori svet. Marsikdo ga je že verjetno tudi vzel v roke. Vse danes pravijo, da je knjiga postala kar neke vrste romantični ostanek, ne nekega časa. Ampak knjige so bogatstvo. Sploh knjige za vsebino in tisti, ki jih radi vzamemo v roke, vemo, da je knjiga res izraz vsakega, ki jo napiše. In pater Karel Gržan, ki takole živi in čuti za besedo, za vse tisto, kar potem tudi najde pri bralcu nek mir. Vemo, da njegove besede tečejo vedno počasi, preudarno, učinkovito, nikamor se jim ne mudi. Ampak kadar Karli piše, se mu pa mudi v smislu krepitve vseh miselnih vzorcev in velikokrat reče, počakaj do jeseni, potem pa bomo šli v kakšno goro ali pa kam, ker pišem to pa to. In Karli vedno kot piše, no, to moram reči. No in tako je tudi napisal tale urednik knjige, založbe Sanje, Peter Povh, da ta knjiga, ki je šla letos, je predvsem miselni izziv bralcem, ki radi širijo obzorje svojega razmišljanja in vedenja o zgradbi in ureditvi tega sveta, ki ga živimo, ter o odnosih, ki prevladujejo in ta način obvladujejo naše razumevanje, življenje in delovanje. Pisec brez zadržkov približa vse to bralcu in tudi predstavlja vpogled v pričevanja in pa dokumente, ki so neopazni in večinoma spregledani, pa tudi skriti ali zakriti. Še nekaj besed tvojih o tem pisanju. Ja, to pisanje mi je vzelo takoj, ko sem videl, da gre za manipulacijo, enoumje in neumnost. To je bilo tako očitno. Sem začel, ker pač cenim ta svoj zgornji štuk, pač iskati podatke. In pa sem ugotovil, pa sej to, kar dejansko se dogaja, vse to je bilo, načrti so objavljeni, zdaj je fundacija Rockefeller to umaknila, ampak takrat je bilo še to objavljeno, to si lahko bral. Klaus Schwab je z neverjetno naglico napisal knjige, v kateri vse govori, kako bodo tisti, ki bodo pol stroj, pol telo, da računalnik je treba v človeka, kako bodo tisti kakor nadljudje, ostali bomo kakor neki primitivci. Pa to vse piše. V smislu, zdaj sem pa rekel, kaj to recimo odgovorni v politiki, v cerkvi ne znajo prebrati? Se nič ne skrivajo. Ja, kaj je zdaj to? Potem preprosto nisem mogel, ker sem videl, načrt je bil naprej objavljen, vse je šlo po mesecih tako, sem rekel, naj se hecati. In res sem pa garal, ker sem imel tudi enega v zadju raziskovalnega novinarja, ki se je umaknil, ker so mu grozili z življenjem. In potem je bilo res garanje. Nisem imel čas, zdaj jaz vem, kak redkvica cveti. Lansko leto so mi dobri ljudje urejali vrt, ampak nisem imel energijo iti po redkvico. Gospa Kapra so imeli 3-krat na dan očiščen hlev, zato da sem skidal napetosti tudi iz glave. Se drugič bilo dosti enkrat. To mi je bila rešitev, da sem pa delal. In je treba delati. In je treba dejansko, material je bil tukaj, bilo je veliko študija, branja, izmenjave mnenj, bilo je. Pač tak je, sej vi tudi vsak na svojem področju dela in če čutiš notranji klic, veste, sva si z Jezusom na ti in ko te noter pritegne in te postavi, je neka notranja zahteva, jaz potem ne bi mogel, kako ne grem jaz pol v kapelo moliti, prosim vas, ne morem. Pa bi lahko še sam formalno tam breviral, bi moral bežati pred sabo, pred svojo dušo. To bi pa mene uničilo, to pa ne morem.